Sem Aleš Mežnaršič, trener selekcije U17 v nogometnem klubu Domžale. Kot trener sem v nogometni klub Domžale prišel lansko leto, se pravi, zdaj sem trener selekcije U17 že leto in pol. Sem pa bil tudi že v preteklosti povezan s klubom. V kadetskih in mladinskih kategorijah sem bil tukaj kot igralec. Na klub me tudi vežejo lepi spomini, tudi neki trenerjev, ki še zdaj delujejo v klubu, so bili moji trenerji in moram reči, da imam res nekako srečo, da sem se lahko od njih učil kot igralec, pa tudi zdaj kot trener. Z trenerstvom se ukvarjam že 12 let. Začel sem na pobudo mentorja na fakulteti za šport Marka Pocerniča. Enostavno nikoli nisem čutil želje, da bi postal trener, ampak se je to zgodilo čist nekako slučajno. Vedno sem hotel biti igralec, mogoče malo premalo vztrajal, ampak vseeno se trudil, da bi mi uspel. Potem pa, ko sem se odločil za študij, je ta želja po igranju pojenjala in bom rekel, želja po treniranju drugih je postala večja in enostavno se je zgodilo, tako da sem pa zelo zadovoljen in vesel, da se lahko s tem ukvarjam že kar relativno dolg čas. A je lahko to pol vi proti njih? Ja, lahko. V nogometni klub Domžale sem prišel na pobudo vodje mladinskega pogona in tudi prijatelja Jerneja Javornika. Imel sem tudi to srečo v moji karieri, da sem deloval v klubih, ki so bili organizirani na visokem nivoju, ampak nogometni klub Domžale je pa vseeno še, bom rekel, stopnička višji. Vesel sem, da sem del tega, klub je dobro organiziran, všeč mi je sproščenost, vse poteka tako, kot mora, tudi vsi ostali sodelavci se mi zdi, da so me že tudi od samega začetka dobro sprejeli in jaz upam, da bo naša pot še dolga. Poklic trenerja je za mene najboljši poklic na svetu. Je pa res, da terja ogromno odrekanja. Predvsem lahko po eni strani trpi družinsko življenje, zaradi tega, ker je ritem malo drugačen. Vedno si bom rekel, v delu takrat, ko so drugi doma. Ampak če imaš pravo podporo doma, če imaš prave ljudi okrog sebe, je to veliko lažje. Jaz na srečo to imam in sem zelo hvaležen, tako da se lahko maksimalno posvečam trenerskemu poslu. Je veliko lepega, je v ozadju tudi veliko stresnih situacij, predvsem ko rezultati niso v skladu s pričakovanji, ampak na to se moraš navaditi. Je težko, ne moram reči, da je lahko, ampak enostavno se moraš navaditi, verjeti v to, kar delaš, ponavljati dobre stvari, probati na podlagi tega izničiti slabe stvari in potem, ko pa pridejo dobri, pozitivni rezultati, potem je pa veselje veliko večje na podlagi tega. Jaz živim v tem smislu, da vsakič, ko sem na igrišču s fanti, jim hočem ponuditi svoje znanje, svojo energijo. Poleg tega pa se zavedam, da je potrebno delati tudi na izobraževanju in zato tudi veliko prostega časa namenjam temu, da iščem nove trende oziroma spremljam nove trende v nogometu, da iščem nova znanja tudi iz drugih področij. Vse, da bi bil čim bolj podkrepljen s tem znanjem, ki bi ga lahko predal potem na fante. Mislim, da mi je to en glavni cilj, da lahko fantom ponudim nekaj, kar jim bo pomagalo v njihovi nadaljnji igralski karieri.